jury is happy to award Smednik a silver medal. Ko je uradni napovedovalec prebral obrazložitev članov komisije in razglasil Smlednik za eno najlepših vasi v Evropi, je na odru in še posebno v tistem delu dvorane, kjer je sedela preostala smledniška in občinska delegacija, završala od navdušenja. V hipu je bil poplačan ves trud, ki so ga Smlejčani ob pomoči prostovoljcev iz bližnje in širše okolice skozi zadnjih nekaj mesecev vlagali v ureditev kraja. Občutki so čudoviti, glede na ambient, ki je bilo to podeljeno, glede na medaljo, ki je bilo, jaz moram osebno reči, da nisem pričakoval te srebrne medalje, sem presenečen na temo. V tej priliki bi se pa zahvalil vsem, ki so karkoli naredili v vasi v tistih 2 mesecih, ki so vsi, ali denarne sponzorji, ali z delom, ali karkoli. To ni samo moja nagrada ali nagrada krajevne skupnosti ali turističnega društva, to je nagrada celemu Smledniku, to je nagrada vasi. Ker smo ugledali vse tiste, ki so jih dobili zlate medalje in vse tisti, bi bilo zelo krivično pravzaprav, če bi mi dobili zlato medaljo. Zaradi tega, ker pripravljali so se po par let, vsi skupaj, tudi po 3-4 leta, mi smo praktično 3-4 mesece se pripravljali. Zaradi tega jaz mislim, da je to naše srebro po mojem več vredno, kot pa tisti njihov zlato. In zato sem izredno vesel in je fantastična prireditev. To si ne moreš misliti res, kako to vse klapa, kako to vse gre. Ja, to je neverjeten res. To moraš videti, doživeti. In vzhičen sem, res neverjeten. Z doseženo srebrno medaljo je bil zadovoljen tudi župan občine Medvode Stanislav Žagar. Sistem tekmovanja je izredno zanimiv. Smlednik je od 85,5 točk dobil 82,5 točk, to pomeni, da so prejeli srebrno medaljo s skoraj zlatim leskom. Seveda pa ves trud, ki so ga vložili in vse delo je pač bilo poplačano danes. Se bomo mogoče še kdaj udeležili takega tekmovanja? To bi morali najbrž vprašati ljudi, ki morajo za tako nagrado kar močno garati, se naprezati, tako da mislim, da jaz jih bom v svoji vlogi vedno podprl. Smlednik bi lahko tudi v prihodnosti še mešal štrene na velikih tekmovanjih urejenosti, tako doma kot v tujini. Veliko možnosti pa obstaja, da bi se tudi drugi deli občine po urejenosti želeli približati Smledniku. In mislim, da Smlednik z tem začetkom, ker pač poznam leto dni nazaj, mislim, da je naredil zelo veliko in je lahko v samih Medvodah kot občini ostali prebivalci ostalih manjših krajev so lahko kar malo favšni. In mislim, da ta favšija lahko pozitivno deluje na ostale kraje in mislim, da mora progres iti tudi v naslednji. In mislim, da bo kar precej kandidatov prav v medvoški občini za naslednje tekmovanja, za naslednje leta. Smlednik je velik vtis naredil tudi na obiskovalce predstavitve vseh nominirancev, ki je sledila naslednji dan. Jaz sem kar malo pravzaprav nisem presenečena, bom rekla, da sem to kar malo pričakovala. Zelo smo se potrudili, bili smo enotni, vse, kar smo sem pripeljali, je vse, kar lahko trenutno delno, kar mi lahko pokažemo in kar je zanimivo za vse tele, ki tukaj razstavljajo, za vse obiskovalce in jaz mislim, da smo uspeli. Pokazali smo, kje smo, kdo smo in da smo res lahko ponosni na to, kar lahko pokažemo in da bi vsem je bil pa mnenje ta, da bi bilo treba naše lepote začeti oglaševati bolj na široko. Danes so v prostorih krajevne skupnosti Smlednik pripravili tudi tiskovno konferenco, kjer so tudi domačim novinarjem predstavili ta velik uspeh, ki ga je Smlednik in s tem tudi njegovi občani doživel na tekmovanju Entente Florale. Bistveno več o izredno uspešni ekspediciji v Anglijo, pa v sredini oddaji več o. A je to bilo treba tudi plačati?
Hrvatije. Ja, spokojno hodi. Dobro so plačali. Ja, ci finished. Ole,